Lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da tokrat lahko rečem dobrodošla nazaj. Tina Marinšek, živijo? A sem dobro rekla dobrodošla nazaj? Seveda, hvala lepa. In grem tudi naprej. Tudi to je zelo pomembno dejstvo. V bistvu najbolj pomembno je to, da greš tudi naprej. Dolgo časa smo te čakali in zdaj zaradi tega nekateri še toliko bolj veseli. Tino zdaj lahko spremljamo na njeni samostojni poti in tudi o tem se bova danes pogovarjali, pa vsem drugem tudi. Najprej se bom seveda dotaknila kar tegale napisa, ki je zadaj za tabo. Razhod z bendom zahteva enako žalovanje kot razhod s partnerjem. Skupina Tabu je bila velik del tvojega življenja in dejansko sva se to midve pred leti že pogovarjali, da ko pride do takšnega razhoda, da so čustva zelo podobna. Ja, izguba je praktično, se moraš ločiti od navad, ki si jih imel s tem človekom ali pa z večjimi ljudmi in pustiti, da gre to iz tebe, da gre to iz telesa. 8 let, ne, si bila skupaj s Tabujevci? Ja, 9. 9? Ja. To je dolga doba, to je res dolgo let, tudi če recimo rečeva, da je to nek partnerski odnos, je prav tako po 8-9 letih ta razhod lahko boleč, ampak vendarle pa verjetno takoj, ko pride do tega, veš, ne predstavljam si najbolj, kako to potem, naslednji dan zjutraj se zbudiš in rečeš, kaj pa zdaj? Kako pa zdaj? Ali ne? Ali se to že toliko časa prej v tebi notri dogaja, da je potem to vseeno, bom rekla, tako malo bolj utečeno naslednji dan in naslednje dni, tedne. Ja, odvisno kako se zgodi, ne. Ali si presenečen, ali si nekako že nekaj časa bil na to pripravljen. Ampak definitivno pa terja svoj čas in po neki logiki, jaz mislim tudi, da toliko časa, ko so stvari s tabo, tudi traja, da grejo ven iz tebe. Tako da, ja. Po eni strani takrat sem recimo imela jaz v glavi, ok, v redu pač, ne, grem zdaj jaz sama naprej, se vidimo na odrih in tako šele zatem pa pač dojamem, da praktično nimam s čem iti na oder, da bo treba nove pesmi narediti, če hočem kaj pet na odru, če nočem glih 5 coverjev ali pa če nočem več 5 tabujev, da moram z nekim materialom iti na oder. In v bistvu si pa takoj vedela, da želiš nadaljevati to pot, da ni to bila samo zgodba, ki se je odvila in končala in zdaj gre pa Tina čisto neke druge vode. Ja, nisem niti razmišljala, toliko mi je to priraslo in zlezlo pod kožo, pa našla sem se, da sploh ja, ni bilo pomisleka. Kasneje skozi leta sem veliko razmišljala, a res to hočem še početi in še enkrat početi, ker prinese precej enih negativnih zadev tudi, pa ne samo ukvarjanje z glasbo, pač pa izpostavljenost, a ne. Tako da sem kar nekaj časa se rabila sama sebe prepričevati, da you got this, oziroma to delam zato, ker hočem delati muziko in pač to pa še zraven in gremo, ne. Res mi deluješ že od nekdaj, tudi še takrat, ko si bila s Tabujevci, da v bistvu si v prvi vrsti en tak artist, ki dejansko uživa, ko ustvarja in potem, ko nastopa na odru, vse to, kar paše zraven, pa tako kot si rekla, je pa nekaj, kar samo paše zraven, ne pa da bi bilo to tisto, kar bi te res notranje ful nahranilo. Jaz ne vem, če to glih, ali pa tudi koga nahranilo. Mene, ja, tako kot si rekla, muzika pa nastopanje, to je moja domena, tam sem se našla. Koliko časa je zdajle vmes minilo od tvojega začetka ustvarjanja pa do, rečemo, danes, ko res lahko rečemo, da je Tina nazaj s svojim samostojnim albumom? Se pravi, ko sem sama začela ustvarjati, ja, zelo hitro so šle stvari iz mene, saj kar se tiče besedil, tako da besedil sem imela en kup napisanih. Tako da se je zelo hitro začelo to smer premikati, kar nekako naravno. Neko ekipco sem imela fantov z Gorenjske, ko smo jamali recimo, pa sem jaz imela svoje besedila in smo zelo hitro že sestavili komade skozi jame, recimo to res. Ja, dostikrat tako se izrazim, ampak res je šlo to skozi pore ven takrat.
In recimo, ko ustvariš ali pa ko si ustvarila veliko besedil, ne predstavljam si najbolj, recimo, kako potem, ko si s fanti to, ko ste vadila, ne, a pride še veliko pol do nekih popravkov, a je to besedilo pol na koncu ful drugačno kot na začetku, ko ga napišeš. Ta proces me zanima. Ja, ne vem, mogoče lahko primerjam s kuhanjem. Včasih ti uspe, brez da poskusiš, daš prave sestavine noter, pa na koncu sam probaš, pa ti je super. Včasih pa ali je dan tak, ali karkoli dodajaš, soliš, začiniš, pa še ni dobro, pa še ni dobro, pa še ni dobro. Mislim pa, da zelo veliko tudi zavisi, kako si ti takrat, ali pa kako ti čutiš. Je pa vsaj na moji poti, ki je zelo začetniška. Jaz prej nisem tega počela, tako da sem učenec. Zelo dolgo si nisem upala ničesar pokazati, ker se mi je zdelo, da jaz nimam nobene zares osnove predznanja, da bi to bila sposobna narediti, tako da je bil kar proces. Eni komadi, ki so na plati, so recimo padali ven z mene, pa nisem kaj dosti komplicirala, razen a bojo na kitari, a bojo na klavirju. Enega smo premetavali in ga obrnili na vse možne načine, aranžmajsko in tudi snemali. Tako, različne so poti. Zdaj se bom majčkeno vrnila. Zdaj se bom majčkeno vrnila k temu, da si učenka, tako kot si sama zdajle izpostavila. A si potrebovala, poleg tega, da si naredila komad, da se ti je, bom rekla, tako malo usedel, a si potrebovala zelo velike energije, da pa si se opolnomočila v smislu, valjda se to je dobro, se meni je to všeč in to je moja pot. Kaj so ti bili največji izzivi? A to, da kako bojo ljudje sprejeli, kaj bojo glasbeni kolegi rekli, ali kako boš ti zadovoljna? Vse to. Kako bojo ljudje sprejeli prvo, ker vem, česa so vajeni od mene in zdaj s tem poskuša tekmovati ali pa temu parirati, jaz kot en sam človek, je pravzaprav nesmiselno, ampak to nihče, ki gleda od zunaj, tega ne ve. Meni se zdi, da mogoče dosti ljudi misli celo, da sem jaz delala glasbo za teboj ali pa jaz pisala besedila, kakšnega tudi sem, ampak to ni moje delo, v večini je to delo drugih ljudi bilo, a ne. Tako da sem se kar nekaj časa s tem ubadala, pole pa to en dan vse je odpadalo. Hvala Bogu, ves strah, hvala tudi za spodbudo in za feedbacke mojih najbližjih takrat sodelavcev, brez njih definitivno mislim, da se ne bi nikoli opogumila. Ali pa tudi, ker praktično se je to v bistvu zgodilo res, tako kot sem rekla, po enih tolikih letih, se pravi zdaj 90 let, kar sem nazaj, in evo, jaz mislim, da je to moglo iti ven z mene, vse to. Ves ta dvom, pa ves ta strah, pa ja. Tako pri tebi, kot mogoče tudi na drugi strani pri ljudeh, da smo že, ne bom rekla, da pozabili na Tino, ki je nastopala s Tabujevci. Mislim, jaz iskreno bi težko rekla, da sem ta del pozabila, ker se mi zdi, da pač si res bila takrat en markantni obraz celotne skupine, vedno si navduševala na koncertih in tako naprej, ampak vseeno pa je toliko časa minilo, da pa moraš res pobrskati po spominu, da si prekličeš to sliko. Popolnoma drugače, kot če bi čez 2 leti po razhodu skupino ti že šla na svojo solo pot, Ja. Takrat verjetno bi bilo tega primerjanja toliko več. Ja. Danes pa vse nas, po domač povedan, ferbec smatra, kva Tina ustvarja, in so drugi občutki v bistvu, Ja. druga čustva imamo potem ob tem. Ja, jaz sem vesela, da vas zanima in tudi upam, da boste nekako zadovoljeni. Absolutno, če ne s to plato, pa zagotovo potem z naslednjo. Hvala, to je moj začetek, tako da še pridejo stvari. Zakaj naslov Potovalka? Zato, ker to je kar moj način življenja v bistvu. Pa tudi kako so pesmi nastajale, ker so na različnih lokacijah, z različnimi ljudmi, zelo veliko sama, ampak tudi ni bil to nek stalni sodelavec. Živim že skozi tako, da zelo menjam lokacije. Poleg tega je to kot potovalka, kot bisaga, kot kufer, v kateri je
nekaj umazanega perila. Oziroma stvari, ki sem jih jaz mogla nekam zapakirati. Poleg tega se mi pa zdi, da potovalci smo pravzaprav vsi. Ne, od točke A do točke B ali pa od začetka proti koncu skozi vesolje in prostor. V bistvu zelo metaforično, ampak vsak se lahko majčkeno tudi najde v tem noter, ne. Rekla si, da si se zelo veliko selila oziroma tudi s tem povezano potovalka. Zdaj si še vedno tam, kjer sva bili nazadnje, torej Novo mesto ali že kje drugje? Čez hrib, čez Gorjance v Beli krajini. Točno si tam si bila že Trenutno takrat, sem tam parkirana. In obožuješ še vedno to malo bolj podeželski način življenja in tako naprej. Od tam izhajam in tam se tudi najbolj počutim zraven gozda, v naravi. Od nekdaj se mi zdiš punca, ki zagotovo ni obremenjena z lepotnimi ideali, ki vladajo svetu, ampak slediš svojim lepotnim idealom. To sem hotela izpostaviti. In se mi zdi, da pri mlajših puncah tega trenutno zelo primanjkuje. Se ti zdi, da se lahko kakšna punca najde v tvoji glasbi tudi glede tega, oziroma morda v tebi kot nek ideal? Veš, kaj sem hotela vprašati? Ja, samo je kar nerodno na to odgovoriti, oziroma vse opazim, kakšne stvari, pa tudi kdo mi reče, ampak kaj pa vem, kaj bi na to rekla? Veš, včasih jaz izhajam iz sebe, ne? Včasih jaz svojih hčerki rečem, a vidiš, Ronja, lej, to je primer nekoga, ki je v prvi vrsti sam sebi všeč in se ne obremenjuje toliko zelo, kaj bojo pa drugi rekli. Ali pa morda saj navzven ne dajejo toliko tega občutka, a ne? Zato, ker če je zdaj nujno, bom rekla, ne vem, v modi, da zdaj si bom izmišljevala, ampak da so zdaj trenutno v modi dolgi in takšni lasje, boš ti pač imela drede, če boš hotela, a ne? Ker ti je to všeč, ker kje pa piše, da morajo biti vse enake. In ta zadeva se mi zdi, da morda na glasbeni sceni je fino, da lahko tudi mlajša populacija, ne samo mi, najdemo morda v tvoji glasbi, v tebi tak ideal. To sem hotela povedati. Ja, in kako bi to tudi sama še kaj pridodala. Vem, o čem govoriš. Jaz nikoli nisem sledila, pa ne nalašč, ampak kar nekako zmer s to svojo glavo funkcioniram in se oblačim tako, ko meni paše, oziroma nosim take frizure. Jaz, če vedno bolj bežim ven iz tega kvadratka, zato ker se mi zdi, da tudi naši notranji svetovi niso nikomur drugemu podobni. Pač že tvoj notranji svet je unikaten in se mi zdi, da je fajn, da ga tudi navzven deliš, a ne. Je pa razumem tudi, da ko nekaj lepega vidiš, oziroma ko ti je nekaj všeč, da hočeš biti temu podoben, tudi to je čisto normalno, a ne. Zdaj, omenila si ta notranji svet, ali pa da vam rečem mogoče notranji glas. Kako pogosto ga znaš slišati in upoštevati? Ga znaš? Ja, s tem, da sem ga tudi parkrat že bridko razočarala, ampak sem zdaj še bolj na tem, da notranji glas ali pa po angleško gut feeling, se mi zdi, da temu je za zaupati, predvsem ženske, da imamo to kar močno razvito. Ja, ker takrat, ko mu nisem zaupala, mi je bilo kar žal. Aha, Ja. pa te je hitro udarilo potem? Saj Ali je pač trajalo nekaj časa? Včasih kakšne stvari kasneje dojameš, ampak ja, hitro vidiš, ne. Kje si ga posral, se kar hitro pokaže. Pa se pol iz tega nekaj naučiš in greš naprej, ali dolgo časa pol to premlevaš in razmišljaš, kako Ja, bi odvisno moglo za biti? kakšno stvar gre, ne. Aha, okej. Koliko sem se oškodovala. Koliko si se oškodovala, okej. No, ampak glede na to, da si danes tukaj nasmejana, potem pomeni, da tako zelo se tudi že nisi, oziroma da si že pustila to za sabo in gremo naprej, a ne? Vse je del nas, to je za sprejeti, da smo in slabimi in dobrimi stvarmi pač to mi in tule smo. Kaj bi rekla, da je tvoje glavno vodilo v življenju? Ne
delati drugim, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Oziroma delaj z drugimi tako, kot bi želel, da delajo drugi s tabo. Mogoče. Pa imaš občutek, da je takšno, da je ta stavek ali pa to vodilo močnejše zdaj, kot pa je recimo bilo, ne vem, pred 15 leti ali pa pred 20 leti, ko smo bili mlajši, ko smo na svet gledali drugače. Ja, se to je tudi recimo eden, ki mi je zdaj padel na pamet, se je še kako, ampak v resnici vse te bolj modrostne zadeve pridejo malo, se mi zdi, tudi z zrelostjo in z leti preživetimi na tem planetu in z izkušnjami. Predvsem z izkušnjami, ne? Ja, ko si mlad, se mi zdi tudi prav, da v resnici samo greš in ne razmišljaš in tako sploh vidiš, kje se znajdeš, pa kaj ti je všeč, pa tudi energije imamo, pa vse to. Pa se pa že malo naučiš, pa že lahko rečeš, ok, tole za mene funkcionira, tole ne, a ne, pa nekako to poredaš. Oddajaš vedno, kadar sva v sproščenem pogovoru, ne na odru, eno tako mirnost v sebi. Super. Ampak vem, Ker znotraj ja, vre. ravno to sem hotela reči, ampak vem, da je to samo občutek, da pa vendarle nisi človek, ki bi bilo pa vse tako zelo zen, pa vse zelo, a ne, da mogoče je to nek navzven občutek, ampak noter imaš pa boje. Boje ne, ampak imam pa ful energije. Ful nečesa za podeliti, sploh ko se to v muziki začne dogajati. Veliko, ja, imam znotraj nečesa, ne vem točno, kako poimenovati, ampak tudi mirna, ampak definitivno saj pri muziki pridejo z mene notranje živalce. Ja, ene posebne emocije v bistvu tudi, a ne? In a bi lahko, sej ne, zdaj ne mislim čisto dobesedno, ampak a bi vseeno lahko mogoče rekla, da je Tina na odru kar precej drugačna, kot je Tina doma v kuhinji, ki pripravlja eno slastno rižoto? Je to definitivno. Včasih ja, včasih ne, včasih imam radio prižgan, pa medtem, ko kuham, sem na koncertu, pa mi je super, mislim, kaj poslušam. Včasih pač se mi mudi, pa sam na hiter neki, to je težko odgovoriti, vem, kaj misliš. Tina je in to in ono, Tina ni stalno enaka, Tina je spremenljivka, spreminja se že kot ženska vsak teden. Aha. Potem pa odvisno, v kakem okolju se znajde. Nisem taka, da ne vem, rada izstopam ali pa izraz imam za to, da bi se ven metala rada. Sem pa take sorte človek, da malo čutim, ne vem, mogoče kaj, kjera stvar manjka po energiji v prostoru ali pa kje lahko kaj doprinesem. Brez vsakega problema se osmešim ali pa norce pokam. Če je treba, če pa že nekdo drug v sobi, ki to počne, pa komot počne to, nimam nobenega problema s tem. Pa prepustiš. Ja. Obstaja kakšen tip človeka, recimo, ki lahko že tako rečeš, da s takšnim pa energetsko nikakor ne prideš skupaj ali pa da pa se energetsko ne začutiš? A je to odvisno od tipa človeka ali se to pač lahko zgodi? Se zgodi, ne bi pa mogla reči, zdaj, kak tip človeka je to. Začutim dostikrat tako, sploh iz ženske strani, neko ljubosumje, ko pridem kam, pa se niti poznamo še ne, pa čutim, da nekomu nekaj nisem všeč, ne, in to dostikrat od žensk pokasiram nekako. Se mi zdi, da sploh pač to paše zraven. Ljudje te gledajo že skozi nek filter, ko te spoznajo, saj če so prej vedeli že za tebe, imajo neko predstavo o tebi. In se mi zdi včasih, da jaz karkoli naredim, ne morem. Jaz nimam istega izhodišča, ne, to je to dejstvo. Se pravi, mi se nekje srečamo, se spoznamo, jaz dam roko, rečem, živijo, jaz sem Tina in ta nasprot reče, ja, vem. Ne? In to je že, tako kot pravim, ni isto izhodišče. No.
Razumem. A pa te to še vedno velikokrat doleti, takšen odziv, oziroma zdaj verjetno te bo spet? Saj je normalno, da je tako, ne, saj vse to, se pravi, pa še zraven. Je pa mal hecna pozicija v resnici. Zakaj je tega pri moških manj? Kaj bi ti rekla? Ker v resnici je, a ne? Se mi zdi, da teh, lahko rečeva tudi ljubosumnih, ampak tako pri moških se mi zdi, da nimajo s tem toliko težav ali pa saj ne pokažejo mogoče, tako kot je to pri ženskah veliko bolj izrazito. Ženske znamo, bom rekla, kar znamo, čeprav se sicer ne uvrščam v ta koš, ampak a ne, že s pogledom lahko zelo očitno damo vedeti, da nam ni, da je nekdo prišel ali pa da smo ga spoznali in tako naprej. Pri moških pa jaz res mislim, da je tega veliko manj, no? Da oni pač to tako na nek bolj mogoče površinski način predelajo. Ja, ne vem, moški so... Tudi ti zaznavaš to razliko? Ali? Da se ne obadajo toliko s tem. Ja, sicer spet težko posplošimo, lahko pa malo tipiziramo, a ne. Moški so pač bolj enostavna bitja, mislim, enostavna in I love them, glede za to, se mi zdi, se nekako dopolnjujemo. Če bi primerjala zdaj to z živalmi, mogoče jaz dostikrat rečem, da fantje so pavijani, ne, morajo biti, pokazati v vseh svojih barvah in osvojiti svojo samico. Ženske smo pa dostikrat lisice. Predvsem ena do druge. Kar je pa vsem nepotrebno, ampak mislim pa, da tudi mogoče naravno. Tudi mi smo v neki borbi za najboljši izbor, ali kaj jaz vem. Ne? Še vedno se ženske med sabo premalokrat pohvalimo, ne? Mimogrede, res odlično izgledaš. Pa ne samo zato, ker bi se mogla, ampak sem ti hotela že preden smo začeli snemati to reči. Hvala. Se mi zdi, da enako, kako bi bilo fino, če bi to vseeno znale večkrat narediti. Pa ne zgolj vljudnostno, pa ker vemo, da je to lepo, ampak ko res nekaj opaziš, da pač pohvališ, pa rečeš, ne rabimo biti tako tekmovalne, no, se mi zdi. In dovolj je prostora za vse, ne? To je mogoče tisto, ki je tudi zelo pomembno. Zato sem na začetku rekla, da sem zelo vesela, da lahko rečem dobrodošla nazaj, zato ker dovolj je prostora tudi za stare, nove muzičarje, da jih z veseljem podpremo na koncertu in mimogrede 22. november je še pred vrati. Verjetno je to spet so to neki posebni občutki, ker verjetno je to en tisti del, ki ga res, kot sva že omenili, glasbeniki najbolj komi čakate. Stopiti pred publiko in biti na odru. Ja, to je res poseben občutek in ni nobenega tacga podobnega. A lahko rečeš, da si takrat, ko stopiš na oder, tako v enem posebnem transu, če hočeš, tudi to lahko rečem, to besedo. Ja, jaz dostikrat nisem vedela, kaj se je sploh dogajalo, ko sem samo vem, da sem šla gor in vem, da sem prišla dol. Poseben prostor je predvsem Pa da ne bo kdo mislil, ne zaradi prepovedanih substanc, ampak zaradi tiste energije dobre na odru, ne? Ja, res, prepovedane substance ne koristimo, da bi bili bolj, dosti že te energije same po sebi v meni. Se pravi, že zaradi muzike je to poseben prostor, ker ko je bend na odru, če se to lepo zveže, je to en tak vibracijski bubble, tako, ki se ti zdi včasih, da gre nekam v vesolje, hkrati gre pa tudi med ljudi in nas poveže v tistem prostoru. To je tista meni magija, tako, kako že sam to, recimo, ko ljudje pojejo refren, lahko mi je tako lepo, samo oblak sem nebo, in to poje 1000 ljudi skupaj, recimo. Je to tako močna vibracija, da dostikrat zdaj rečem, če bi se mi zavedali, koliko so naši glasovi skupaj močni, bi mogoče ta svet bil kaj drugačen. Je pa, ja, poseben prostor meni včasih, kot da grem domov, to rečem zato, ker se nimaš kam skriti. Ker ti si tam pod žarometi in
ni ene sence nikjer, nimam inštrumenta, nimam nič, da se krijem. In je to osvobajajoče zelo. Pa hkrati tudi, bom rekla, si naslednji dan tudi zaradi tega, ki je bolj izčrpana, zaradi teh energij, o tem govorim. O tem vsem, kar se pretoči, ja, naslednji dan si kar podrt. Tako. In zdaj, če se spet vrneva tja pred 10 leti oziroma še več, skupina Tabu, 9 let, to je bil koncert za koncertom, energije na energije. Mislim, predstavljam si, da to res mogoče v enem trenutku si že mal na avtopilotu, ker težko po mojem vse to, takrat je to res bilo tako intenzivno vse skupaj, a ne? Ja, tudi nič se ne ustavljaš, pa nič se ne vprašaš, to je kar bila napaka. Po eni strani, po drugi strani, tako kot sem rekla, 20 so, da sam greš. Je pa definitivno, ne zavedaš se, da je ta tvoj notranji vrelec, da se izčrpa, ne, da to ni neskončno tega. In kot ponavadi vsi se ustavimo šele, ko nam telo neko ročno očitno zategne. In tako je bilo tudi pri meni. Kako se je tebi to kazala, ta ročna takrat? Imela sem operacijo glasilk na kraju. Se mi zdi, da je bil to kar jasen znak. Pa pred tabo Nina v bistvu tudi težave z glasilkama, ne? Ja. Pa bi to lahko pripisala tempu? Vsemu skup. To ni samo zaradi ene stvari, ampak že tvoj način življenja je drugačen. Pol obremenjuješ glasilke, pa jih mogoče ne na pravi način. Pol je to tudi govorjenje non-stop. V bistvu govorjenje je bolj naporno za glasilke kot petje. In takrat, ko si že tako švoh, je boljš, da si tih. Pol je alkohol, pol so čiki, pol so glasni prostori, kjer ti še bolj na glas govoriš. Tako vse stvari vplivajo. Ti pa so zunaj, sploh so ljudje podučeni v tem, ker se z njimi ukvarjajo ljudje, ki imajo od njih denar. Ne, to je cela industrija zunaj, ki funkcionira tako, da bo artist 100% in cvetel. In zato lahko pri 70-ih še vedno verjetno potem nastopajo in čuvajo, mislim, in so še vedno na odru divji in tako naprej. Ja, saj greš čez vse to, saj ni zdaj, da boš, ne, da bo skozi vse ok ali pa skozi vse narobe, pač pridejo take in drugačni vzponi in padci, težave in radosti. Ampak tvoja samostojna pot se mi pa vseeno zdi, da si pa zdaj, ko je toliko let že mimo, želiš, da pa ne bi bila toliko divja, ampak vseeno malo drugačna? Ali se motim? Ful mi je dobro, ker si lahko zamislim lih karkoli želim. Aha, ker si odvisna samo od sebe, a ne? Ja, zato pa tudi, ker sem vse nekako že z eno tako konkretno injekcijo od 20 do 30 doživela rock'n'rolla. Še zmer je to, smo tukaj še zmer, ampak ja, zdaj je nič, to je to. Ja. Boste videli, ne? Tako, boste videli, Ja, v kaj se bo razvijala Tina naprej. A se ti zdi, da boš recimo z naslednjim albumom, se vem, da zdaj prehtevam, prvi je v zuni, ne, Eva, da ima se umera, ampak vseeno, a se ti zdi, da dejansko, tako kot si rekla, ravno zato, ker je to prvi in ker si na nek način prvič na samostojni poti in učenka, da se lahko pri tebi zgodi kadarkoli naprej nek tak klik, da bomo pa drugi ali pa tretji album doživeli pa čisto drugačno Tino? Ja, lahko se zgodi tudi, da ne boste sploh. Pa da bo samo kakšna kartica iz Madagaskarja. Ne vem. Tudi tako, tudi s takšnimi idejami se spogleduješ. Predvsem ne delam zelo dolgoročnih planov. Imam pa želje, pa neke približne cilje. Nikoli pa ne veš, kako se ti življenje obrne in kaj ti bo čez 2 leti pasalo. Je pa res, da kar se muzike tiče, da ostanemo tam. Že zelo težko sem sploh prvi album izbrala, ker je toliko enih različnih stvari prišlo iz mene. Pa bi najraje
vse združila na eno plato, pa da dobite vse te okuse, saj trenutno, ko so se pokazali, pa sem se na koncu drugače odločila. Ampak ja, sploh se jaz ne bom omejevala, pa tudi to zdaj je en tak, jaz upam, da primeren, lep pop izdelek. So pa nastajale vse sorte stvari in tudi ko bo čas, pokažem, no, še tisto. A veš, da moram zdaj malo povrtati te želje in cilje, ki si jih omenila. Je dejansko tako kakšna želja v tebi iti Madagaskar ali pa nekam drugam? Ja. Predvsem potovati, ker sem zdaj toliko časa pri miru. Da že malo pogrešaš vse skupaj. Ja, da bi res rada spet malo šla na avion. Pa si v teh 9 letih, ko te nismo prav zelo veliko spremljali, veliko potovala? Ne, tudi ne. Pred korono sem šla že v Bosno, pa mislila, da bom tam ostala vsaj za 1,5 leta. Pa me je pa korona pa premešala te plane. Ja, nisem, ne. V bistvu sem res dolg časa bila na enem mestu in se ukvarjala z glasbo. A je s tabo v partnerskem odnosu težko, glede na to, da si težko pri miru? In da imaš ne prav zelo dolgoročne cilje, ampak se mi zdi, da se ti lahko zgodi, da ta teden bi to, naslednji teden pa že, kaj pa če bi šli živeti tja pa tja. Ne, to ekstremno ne. Se pa zavedam, da je svet nam nadohvat ruke praktično in da je to za izkoristiti, pa iti malo pogledati, zamenjati, vsaj jaz rabim malo menjati lokacije. Glih zato, ker sem dolg časa, ker ne hodim v službo, sem čez dan doma, a ne. Tako da na enih par let sem menjala nastanitve po Sloveniji. Nisem tako zdaj nepredvidljiva ali pa da bi bila neprilagodljiva ali kakorkoli. Si krotljiva? Sem pa, vedno za akcijo v resnici. In ne preveč težka v partnerskem odnosu? Jaz ne vem, mislim, da ne. Mislim, da ne. A imaš kakšne informacije? Ne, nimam, ampak veš, ponavadi ljudje, ki so tako zelo živahni in potovalno usmerjeni, je fino, da imajo tudi ob sebi nekoga tazga, ki je vedno za akcijo. Da misliš, da sem pol skozi gremo? Ne, jaz sem brez problema na enem mestu, se pravim. Zdaj sem bila 4 leta v Beli krajini, kjer sem delala. Ni problema. A obstaja kakšen trenutek v tvojem življenju, lahko je to s kariero povezan, lahko je to čist osebno življenje oziroma zasebno, na katerega si res, res ponosna? Da ga lahko, tako izpostaviš in rečeš, na tega sem pa res ponosna. Ali je to več majhnih stvari? Sva rekli izven muzike. Lahko je muzika ali pa izven. Čisto vse. Kaj je tisto, na kar ti najprej pade v bistvu na pamet ob tem, da začutiš en ponos? Da uspešno nekako sledim svoji glavi ali pa sama sebi. Da znam začutiti stvari, pa ne pravim, da se kdaj nisem uštela. Ampak ja, da še kar nekako uspem prisluhniti sama sebi, pa zaupati tem občutkom, ki jih imam glede stvari. Drugače na vse možne dosežke, tudi glasbene, sem zelo ponosna na vse, kar smo s teboj skupaj ustvarjali, ker so čudovite zadeve. Zdaj sem spet drugače ponosna na svoje stvari. Kaj pa vem? Je kar nekaj stvari, lepo, da si me malo spomnila na to, ne? Da si me malo spomnila, ja, da se znamo kdaj potrepljati in si reči, to si dobro naredil, veš, v redu je, dober si. Ne, to moramo včasih kar malo sami sebi. Točno tako, ja. Koliko se ti zdi, da je pri tem, da si sledila svoji glavi in svojim željam konec koncev pripomogla vzgoja? Sta ti starša dopuščala veliko te, bom rekla,
svobode, ali sta te zelo tako usmerjala? Verjetno ne, ne? Ne, mislim, pri tem, kakšna sem, je itak njuna osebnost najbolj pridodala, prispevala, ker sta to moj zgled. In vedno, ja, sta me samo v bistvu nič kaj dosti sprašvala, da me malo gledata oddaleč, pa da vidita, kako zdaj jaz funkcioniram, da vidita, kaj res, kje sem res s srcem, kaj ne, mogoče pa tudi znala sem povedati, če mi kaj ni bilo. Glede muzike sta moja izredna podpornika bila, pa ne zdaj, da bi hodila s plakati pa navijala za mene, ampak Fotko je bil skoraj na vsakem koncertu, včasih tam še pred Tonsko pa pred mano. A res? Ne vem zdaj, če je bil res povsod, ampak dostikrat je bil tudi tako, da sploh vedela nisem, no. Mati je bila vedno tam, da mi je, evo, jaz sem včasih sam res nosila kufre domov, enega spraznila, drugega napolnila pa šla. Mati je vse oprala, vse zlikala, poskrbela za to, da jemo in da smo še vseeno družina. Ja. Zdaj, izguba staršev je nekaj, kar zagotovo pusti, prej sva govorili o izkušnjah, a ne, kako smo modrejši in tako naprej, in zagotovo seveda je pri tebi tudi ta tragična izkušnja pustila lahko, ne bom rekla samo posledice, ampak tudi neke te izkušnje, ki te v življenju lahko naredijo drugačnega. In mislim si, da je verjetno zdaj, ko si izdala svoj album, ko si se odločila, ko si šla čez to, da greš na svojo samostojno pot, verjetno pride malo na plano tudi to v smislu, da je še težje, ker ju pa ni, v smislu, kako bi bilo, kako bi me zdaj podpirala. Si mislim, da... Veš, da itak vse bi jima pokazala, zanimalo bi me, kaj bi rekla, kjer pesmi bi jim bile bolj všeč, manj. Super bi bilo, da bi Fotko še vedno bil na vsakem koncertu. Ampak ta zgodba je v resnici, mislim tako, ko sem prebirala, kako je sploh se to zgodilo, ne, se mi zdi, da je tudi pri samem koncu bilo občutiti res eno globoko spoštovanje med njima oziroma ljubezen na nek način, ne, ker mama je izvedela za bolezen, ne? Mama je zbolela, pa je pa oče izvedel, ja, da je neozdravljiva. In je naslednje jutro umrl. Ja, ne vem, to priča mogoče o moji ekstra čutnosti, ali kaj jaz vem, oče je bil res mehkega srca. Ja. In potem ob bolni mami v bistvu žalovanje na nek način, ne? Ja, crazy times, Eva. Ne vem sploh, kaj v bistvu reči. Zdaj od tega že 5-6 let. In pol takole vsakeč, ko se spomnim, jaz malo novih občutkov, neke zadeve si predelal, hkrati pa vem, da bo to celo življenje. Samo naučimo se s tem živeti, nikoli pa ni... Tako, skozi čas Tako. je malo ta odtegnitveni sindrom, odstotek se zmanjša, pozabiš malo, ne, novih navad dobiš v življenju, pa novih oseb, ampak... Včasih sem bila jezna na ljudi, ki so mi rekli, sej z leti bo lažje. Z leti ni v resnici nič lažje, z leti meni osebno je težje. Od tega si, ja. Tako, a ne, samo mogoče si dlje stran od trenutka, ko se je to zgodilo, dogajalo, a ne, sicer pa ni lažje, sploh ob takšnih potem osebnostnih nekih dosežkih, a ne, takrat se mi zdi, da to res pride na plano spet. Take stvari jaz to, kar nosim v sebi in točno vem, kako bi bilo, če bi bila še tukaj, saj tudi za vse druge stvari, ne, vem, kaj bi mi rekla, če kdaj pomislim, kaj bi zdaj pa na svet rabim, v resnici vem, kaj bi bil njun odgovor. Sem pa hotela nekaj drugega reči, da recimo pa ob takih stvareh, ko so kakšne ekstra življenjske zadeve, recimo ti kot starš, mislim, da ti je super, da lahko vprašaš mami za nasvet ali pa kogarkoli, a ne od svojih dveh.
jaz vem, da ob takih momentih bi jih siguren blazen pogrešala, da zdaj ne bi mogla svoje mame vprašati za to vrsten nasvet. Take stvari. To pa ja, pride tekom življenja, siguren. So situacije, ko si rečeš, fuck, ok. Sploh zato, ker se mi zdi, da takrat, ko recimo imamo še oba starša živa, ne vem, mogoče je bilo pri vas podobno ali pa pri tebi, ampak a ne, takrat imaš tako malo občutek, pa se ne more nam nič. A ne poslušaš zgodbe drugih, si žalosten, ko zveš za nekoga in tako, ampak kar malo imaš v sebi neko prepričanje, sej nam se pa to ne more ali pa se ne bo zgodila. Ne? In potem pride in se zgodi in si tako, kako? Ne nam. A ne? Ta ne nam, zakaj skosa? V bistvu konstantno radi rečemo, zakaj nam ali pa meni. A ne? Mislim, vse tudi, če bi živeli tako, kot da je zdaj vsak trenutek lahko nekaj narobe, kle se spotaknem, tam si glavo razbijem, to tudi ne bi na noben način mogel človek živeti. Tako da po eni strani se mi zdi, da je fajn, da ti misliš, da si neuničljiv in neskončen. Po drugi strani pa ja, tako kot praviš, res vsakmu se to zgodi, vsak ga to čaka v življenju. En prej, ne kasneje. Ne? Tako. A gledaš potem zdaj na življenje ali pa na smrt kot takšno, ki je drugače? Imam samo več respekta do nje. Vem, da je konstantno zelo blizu. Ja. In da ne veš, kdaj pride. Ne? Ja. Kaj pa je takrat bilo tisto, kar je tebi najbolj pomagalo pri... Ne bom, res včasih ne maram reči pri prebolevanju, zato ker to ni, ne, da bo nekdo rekel, zdaj boš pa... še kar ga. Ja, zdaj boš pa prebolel, pa bo kar v redu, a ne. Ampak kje si takrat našla tolažbo, uteho? Sta takrat bile sestro bolj povezani, so to bili prijatelji, si raj sama predelovala določene stvari? Kakšne vrste, kakšen tip človeka si takrat, ko nekaj boli? Ne vem, zavlečem se vase. Odvisno, koliko imam časa, ali pa samo zbereš vsa moč, ko jo imaš, daš gor potrebno masko in greš. Meni je takrat najbolj v resnici pomagala muzika. Da sem imela prostor in čas, da pišem. Skozi besede sem največ pretočila. Je kakšna pesem na albumu? Takšna, ki je... Vse so s tem okužene. Ker ne morajo, da ne bi bile, ne? Ja. Tako da to mi je bilo in v resnici, hvala Bogu, komorkoli v vesolju, da se je to vse tako zgodilo, da sem jaz imela ta prostor in čas, da to naredim, ker če bi takrat še bila v tabujih, bi bilo pač drugače. Bi verjetno to tudi malo potlačila, dala na stranski tir in šopala naprej, ne? Ampak pustimo, kako bi bilo, če bi bilo, ni bilo, ne? Zdaj tukaj nova Tina, veš, da ne moram to, da ne bi še ene 3-krat ponovila, zato ker tako, kot sem rekla, res sem vesela. Nova, postarana. Kakšna postarana. Do 10 let je minil. Ja, ampak razmišljaš že o kakšnih... Otrocih? Ne. Drugače sem hotela reči o botoksu, pa o lepotnih popravkih. Ful vam rada, drugače otroke, klicam se. O botoksu, joj, ne. Mislim, mogoče bi lahko, ker sem v tem biznisu, ampak v resnici nisem. V resnici ne, ja. Privrženec, ne. Kaj pa zdaj z otroki? Kaj si jih kar tako omenila? Sploh nisem nič rekla, pa je kar sama povedala. A se velikokrat sama s sabo pogovoriš o tem, ali si jih sploh želim ali ne, se vidim z njimi ali ne, ali bom raj samo občasno jih malo imela, pa jih potem vrnem nazaj staršem? Težko rečem velikrat, ja. Ali pa karijera je pač takšna, da verjetno bi težko imela zdaj le 2-letnika doma, pa... Pol bi se življenje temu prilagodilo, jaz mislim, da zdaj pa, ko ga nimam, je pa vse, ves ta čas v bistvu namenjam muziki in zdaj
ponovni promociji. In tudi ponovna promocija je čisto super, če lahko priješ takole malo na en podcast. Ne? Ej, v bistvu mi je ful dobro, Eva. Hvala ti. Sem vesela. Mava lušno debato. Hotela sem ti reči, da ko sva ravno pri najmlajših, je pa nov otrok definitivno potovalka in naj raste in naj jo pridno neguj tega otroka, pridno ga vzgajaj. Daj mu kaj zajest, mu daj. Tako, daj mu kaj zajest, pa naj ne postane edinec, prav. Ej, hvala. Res sem vesela, da si prišla danes in 22. november, tako kot sem rekla, še ena doza koncerta. Pridite tja, super bo, videli boste spet staro novo Tino. Če še kaj kart. Ja, točno to, ja. Midve se pa definitivno vidiva kmalu. Hvala, Eva.